Ja, moja lepotica. Dobro jutro. Evo, jaz dan spet začenjam na terasi tega simpatičnega hotelčka. Sicer zdaj nisem na terasi, sam za tole posnet sem se dol umaknil, ker gor sonce preveč sije. Danes je pred mano spet en lep dan, danes grem pa z avtom okoli, par stvari pogledat, malo se bom pa še kar vozil, pa bom siguren tudi kaj zanimivega najdu tako samega od sebe. No, jutri pa že naprej. Danes me je malo zagrabilo, da nimam več veliko časa na tem potovanju, da moram pohititi, oziroma ja, proti koncu gre vse skupaj in se treba malo splanirati. Drugače pa pojdite tudi na moj Instagram profil Tomaž Gorec. Se potrudim, da vsak dan naredim vsaj 2 objave, pa mislim, da kar lepe slike objavljam, tako da pojdite pogledat, so zanimive, pa tudi video tale glej do konca, ker bo zanimiv. Iščem pot do Slanega jezera, poti vidite cel kup, tukaj pa ved, zavi levo ali zavi desno. Bom levo, ker se mi zdi malo bolj utrjeno. Vidim ga pa ne, no, čeprav včeraj Sipin sem ga videl, čeprav tole sem zgleda malo napačno zavil. Bom šel kar nazaj na uno pot. Slano jezero sem najdel, po Google Mapsu sem že v tem Slanem jezeru. Sicer je čisto suho, zgleda gladina pada, lejte, sem pa naletel na mojo klasično težavo, se pravi, da se nekje ustav. Lejte, ponavad pretiravam, tlele pa niti probal ne bom, ker ne bo šlo čez. Vidite, ni šans. Je pa zdaj pot, gre tukaj, vidite, tamle gor in tukaj, ne, pa bom šel mečkan se zapelat, mogoče pa je kje kakšna možnost za iti čez. Nikakor ne najdem možnosti, da bi prečkal tale kanal z avtom. Zdaj sem pa najdel vsaj možnost, da prečkam tole, bi rekel, peš, tako da sem avto tukaj zaparkiral. Jaz grem pa tukaj peš in grem v bistvu proti jezeru, čeprav v jezeru sem že, saj po zemljevidu googlovmo. Zdaj tukaj bi mogli biti neki flamingi, sam če ni jezera, jih verjetno ni. Poglejte, koga sem srečal. Da vidimo, če se me kaj bojiš. Sem čuden, Ja, in takega ne poznaš. Lepotica. 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 Ja, lejte, lepotica. Lepotica moja. Lepa. Joj, kaj si ti fantastična. Lepotica, si za en selfie. Si za en selfie. Lepotica. Lepotica. Ja, moja lepotica. Daj malo glavo nižji, daj poziraj, ne? Ja. Lepotica moja. Ja, kako si lepa. Kako si lepa, moja. Dajte še to lepotico. Si ti za kakšen selfie? Si za kakšen selfie? Ja, moja lepotica lepa. Bi se midva zastopila, ne? Po Googlovem zemljevidu sem nekje prišel na sredino jezera, ampak o flamingih niti sledu, niti v nobeni vodi. Tako da, no, sem pa kamele srečal. Tako da zdaj se bom kar obrnil. Lejte, in grem nazaj malo na Sipine, eno mesto še pogledat, tako da ne bom zgubljal časa. Lejte to, tukaj v avto sem še nekaj raziskal, kaj pogledat, pa to, in šli še eno galamo, in lejte, pride
cel kup telih kamel, lejte, ko so dobre. Zdajle sem se pa res znajdel nekje, ko se je civilizacija nehala. Sicer se najdejo kakšne hiše pa ljudje. Jaz sem to kar zavil na neko cesto, stransko, pa sem rekel, grem pogledat. Oddelec sem že videl tisle hrib, ki ga vidite v zadju, pa sem se malo spogledoval s to idejo, da bi mogoče šel gor na vrh, ker mi je bil tak lep, zanimiv. Ampak zdaj vidite, da je to še ful deleč. Vejte, tamle od zadaj je malo več od vasice. Tako da zdaj tukaj nimam kaj obrniti pa iti nazaj. Lejte, mogoče sem pol ure zgubil brez veze, ampak nisem, ker sem opazoval okolico, tako da sploh ni bilo slabo. Teh hribov je kar nekaj, pa tako naprej. Kdaj pa takole, ko greš, pa najdeš kaj ful zanimivega. To sem je že 100-krat izkusil, tako da se zaradi tega sploh ne sekiram. Tako da zdaj grem nazaj do one glavne ceste, pa naprej po njej, pa mogoče kaj najdem. Imam še čas, da na hitro skočim gor na tole sipino, pa tudi počakam mogoče sončen zahod. Zanimivo, kje rastejo drevesa. Čist v sipini noter. Lejte, tam lej pa en s kamelo, je kar deleč, tako da ne vem, če se dobro vidi. Pa tam lejte še ena zanimiva oaza, mogoče bom šel nazaj, grede tam le čez pogledat, ker tam nekaj mora biti. No, zanimivo, tam le me je, kad sem parkiral, da mene prišel en moški, povedal, da ima tle kamp, če bom prespal, sem rekel, ne, imam jaz v mestu prenočišče. Me vprašal, kako se imenuje, sem rekel, da ne vem, da zame so se te njihove imena težko zapomniti. No, bo je pa rekel, če bi sam kameljo turo vzel, prav urco pa pol, pa bi bilo 20 evrov. Zdaj, za urco pa pol 20 evrov je malo veliko, če mene vprašaš. Pa lejte, on bi me pripeljal sem do tamle, ki je unle v daljavi s kamelo. Tle bi mogel gor pa pešet, ker sem videl človeka, ki je šel peš. Tako da jaz sem do 10 minut hodil, tako da to je čist brezvezna ponudba. Je pa res, da zdaj, če še niste nikoli kamele jahali, ne, je pa to neke vrste doživetje, ko enkrat ali pa parkrat v življenju se ga splača doživeti. Ampak jaz sem to že 10-krat v Indiji, v Maroku tudi že, pa verjetno še kje. Sem se pa zdaj namatral, pa se še bom, se nisem pa že dolg časa. Lejte, tle sem špuro vzel čist direktno in ful strmo je. Ne vem, če je to videti, koliko strmo je, ampak je ful strmo. In gor moraš dobesedno teči, drugače ne gre, ker se še bolj zmatraš. Tako da narediš na 20 korakov na polno, pa se moraš postaviti. Zmatraš se to pa tako, da tu kakšni fitness trenerji, to bi bil za vas dober trening, garantirano. Problem je še, ko se tudi vsakič, ko stopiš, se nazaj pomakneš in tu ful energije več porabiš. Zdaj vam bom kar pokazal, če bo tole šlo, malo bo slika čudna, ampak gledajte, bom jaz kar vam pokazal, kako to gre. Sem cajta, kar gre, pol v enem trenutku, pa tok noge zabolijo, da ne bi mogel za stavo narediti še 2 koraka. Zdaj bom šel čist do konca, kakor mi moč da. Evo, če bi Ergen rekel, da mi da 500 evrov, da bom pretiraval, da naredim še 5 korakov, ne bi šlo. Pa nisem veliko naredil. Je pa tukaj možnost, da greš gor samo direktno. Po stran, če greš,
To je skoraj nemogoče. Ti se šele težko ide. Na vrhu sem, oziroma tale vrh, ki ga gledate, je mogoče par metrov višji, tako da bom šel še na tega. Kaj mislite, kaj razmišljam? Napišite v komentarje. Pol boste pa kasneje v videu videli. Glejte, ful lepo, saj meni, tamle zanimivo dol, če se vidi na videu, en gre s kolesom gor. Saj bo to hudo se dol spustiti. Ač pa lejte, v daljavi to puščava, kar traja in traja. Lejte, kje vmes malo kakšnega zelenja vidiš. Tamle kar malo več zelenja, tam dole mest. V glavnem, fantastično. No, lejte, nekateri pa pridejo do gor za 4-kolesnikom. Jaz to sicer ne razumem, ker meni je le feeling prideti sem gor. Sam, na noge bom rekel, ampak nič ne obsojam, jaz to druge. Vsak ima svoje užitke. Mene nič ne moče, sem gor z motorjem gre, tako da kakor dorče. Ne bom rekel, da je tole razgled za milijon evrov. Bom pa rekel, da nekaj pa je vreden. Pa ne tako malo. Seveda zdaj vse odvisno človeka. Nekomu take stvari veliko pomenijo, nekateremu malo, nekateremu nič. Meni zelo veliko in meni je tole hujš, ke pa nekaj ne vem, da vam nekaj se pelati z nekim hudem športnim avtom. Ma tisto me v bistvu sploh ne zanima. Tole mi je pa fantazija. Pa tle imam hribček sam zase. Tukaj na vrhu bom, glejte, tam so se ljudje kar po hribčkih poseli. Tamle so eden, tamle na unem, aha, sta dva sicer že dol šla. Fantastično. Evo, sonce zahaja. Ne bom tle gor počakal čisto sončnega zahoda, zato ker v 3 minutah je tako mrzlo ratalo, da vam ne morem povedati. Jaz sem pa samo v kratkih rokavih, kratkih hlačah in bos, tako je mrzlo ratalo, da samo tečem dol. Pač sem pozabil zaobleči in sem ugaznil. Je bilo pa fenomenalno. Evo, sonce zahaja, jaz pa še zadnji užitek danes. To je pa tole. Tole je pa lušno. Ful trdo ratalo. Dober je. Nič. Tole je moje zadnje javljanje danes. Zdaj letim v hotel jest, zrihtat video. Ne bom tam več snemal, zato ker v temi ni dobra slika. Hvala, ker ste si pogledali tale video do konca. Če še niste naročeni na moj kanal, se prosim naročite. Po statistiki vidim, da 70% ljudi, ki tole gleda, ni naročeno na moj kanal. Tako da, če vam so moji video všeč, dajte se naročiti, kliknite v rdeč gumb naroči se, pa potem še zvonček. Pa tudi od prejšnjih dni pejte pogledati videe, če si jih niste pogledali. Adijo, lep pozdrav iz Maroka.